Spoštovani gledalci, dobrodošli v novi oddaji Stoječih novic. Prav te dni praznujemo 30 let samostojnosti naše države. Današnja oddaja bo zato malo drugačna, kot ste vajeni. Čeprav se nekateri iz naše države norčujejo, je meni zelo ljuba. Tudi v osebnem življenju se nam zdijo okrogli rojstni dnevi prelomne točke. Ko jih imamo 20, se nam zdi 30 velika številka. Ko jih dopolnimo 30, pa smo še vedno mladi in tako je pri vsaki naslednji okrogli obletnici. Mlada je še vedno tudi naša država. A po 30. letu se v telesu zgodi upad plodnosti in hormonske spremembe. Tako smo se tudi prebivalci Slovenije postarali. 1. januarja 1991 je bila povprečna starost prebivalcev Slovenije 35,9. Danes je ta 43,7 let. V 1991 je bilo v Sloveniji manj kot 420 tisoč upokojencev. Leta 2020 pa dobrih 200 tisoč več. Se je pa v 30 letih število prebivalcev povečalo približno za število prebivalcev mestne občine Maribor. Po 30. letu sklepi niso več tako prožni. Morda kdaj začutite napetost v njih. In napetosti čutimo vedno več tudi v naši državi. Na plebiscitu, ki je potekal v nedeljo 23. decembra 1990, je bil slovenski narod enoten. Udeležilo se ga je 93% volilnih upravičencev. In 95% izmed teh, ki so na volitve prišli, je glasovalo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Od takrat do danes se je enotnost žal drastično zmanjšala in zakrnela. In napetosti je vse več. 25. junija 1991 so delegatke in delegati Skupščine Republike Slovenije sprejeli temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Naslednji večer je na Trgu Republike v Ljubljani ob prisotnosti velike množice ljudi potekala slovesna razglasitev samostojnosti in enotnosti. Z droga se je spustila stara zastava s peterokrako zvezdo in dvignila se je nova, z novim slovenskim grbom, s Triglavom in 3 rumenimi zvezdami, ki spominjajo na grofe Celjske. Sledila je 10-dnevna vojna v Sloveniji. Prebivalec Slovenije, rojen konec 80. let prejšnjega stoletja, je do svoje polnoletnosti zamenjal 3 valute in 4 vrste bankovcev. Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 smo z jugoslovanskega dinarja prišli na slovenski tolar. Ta je bil sprva tiskan v obliki bonov, šele pozneje smo dobili prave tolarske bankovce. Za finančno osamosvojitev Slovenije je bilo to bistveno. Razloga za to sta bila 2. Tako nismo bili odvisni od jugoslovanskih financ, hkrati pa smo se izognili vsakodnevnemu razvrednotenju slovenskega jugoslovanskega dinarja. Nekateri se boste še spomnili časov velikih milijonov, ki so jim čez noč izginile ničle. In po brisanju ničel, od katerih ti ni ostalo nič, je prišel Prešeren. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Z enim zeleno-rumenim Prešernom si lahko počastil celo zbrano družbo, z rundo pijače pa si še prinesel nekaj drobiža domov. Od 1. januarja 2007 dalje kot plačilno sredstvo v Sloveniji uporabljamo evro. Preračunano v evre je leta 1991 znašala povprečna slovenska plača 43 evrov, lani pa 1209 evrov. Bruto družbeni proizvod pa se je realno povečal za 91%. Materialna blaginja in življenjski standard prebivalcev sta se zvišala. Ob tem pa smo od leta 1991 doživeli 3 gospodarska nazadovanja.
po osamosvojitveno recesijo v letih 1991-1993, gospodarsko krizo v letih 2009-2013 in zadnji pandemični upad v letu 2020, ki se počasi preveša v odboj. Kot država smo sicer precej bolj zadolženi kot ob osamosvojitvi. Javni dolg, merjen v odstotki BDP, se je več kot početveril in presegal 37 milijard evrov. Tudi po 30 letih je v Sloveniji prisotne veliko nostalgije, saj tudi pesmi pojejo o tem, da za nazaj izgleda vedno vse bolj lepo. A stopicanje na mesto in vrtenje v krogih še nikoli ni ničesar premaknilo naprej. Kako radi imamo svojo državo in koliko je v nas ponosa in narodne zavednosti. Marsikdo bo pomislil, ja, na kaj pa naj bom ponosen, na to večno kregarijo in neumnosti. V tem trenutku se res soočamo z izrazitimi napetostmi, ki jih pogojuje izključno osebno in ideološko nasprotovanje. A iz tega se nimamo pravice popolnoma izvzeti, saj takrat ne, ko nam bo ponovno dala možnost odločanja. Če na volitvah rečemo dokončen ne silam, ki nimajo nobene zveze z demokracijo, in rečemo da silam, ki povezujejo, potem bomo naredili ogromno. Le s konsenzom je namreč moč iskati odgovore na izzive sedanjega in prihodnjega časa. Dragi sodržavljani, želim vam ponosno praznovanje Dneva državnosti. Naj plapolajo slovenske zastave in naj se rišejo srca namesto svastik. Poskusimo biti še pri čem drugem tako oglašeni, kot smo, ko navijamo za naše športnike.